Lep pozdrav iz že jesenskega Štrasbura. Z jesenjo se bo treba počasi posloviti od dolgih, toplih sončnih dni in se privaditi na dež, meglo in s tem tudi na spremenjene razmere na cestah. Žal nas dnevne novice vedno znova seznanijo z umrlimi in težko poškodovanimi v prometnih nesrečah. Številke so naravnost šokantne. V letu 2009 je denimo v Evropi v prometnih nesrečah umrlo več kot 35.000 ljudi. Skoraj 1,5 milijona Evropejcev mora živeti z trajnimi posledicami prometnih nesreč. Stroški, s katerimi se v Evropi soočamo zaradi tega, gredo milijarde evrov in denimo presegajo slovenski bruto domači proizvod za 4-krat. V Evropskem parlamentu menimo, da je treba nujno ukrepati, zato smo pozvali Evropsko komisijo, da pripravi akcijski načrt s konkretnimi cilji in akcijami do leta 2020. Postavili smo si smelje cilje, naprimer prepolovitev smrtnih žrtev, še večje zmanjšanje žrtev otrok v prometni nesreči in podobno. Menimo, da je to mogoče doseči med drugim z znižanjem najvišje hitrosti v naseljih, z uskladitvijo prometnih znakov in cestne signalizacije, s poenotenjem cestno-prometnih predpisov na avtocestah in s harmonizacijo najvišje dovoljene stopnje alkohola v krvi. Sicer pa smo na tokratnem plenarnem zasedanju poslanci prisluhnili in razpravljali s številnimi predsedniki in evropskimi komisarji. Predsednik Evropske komisije, José Manuel Barroso, je v svojem govoru o stanju Unije predstavil strateške prednostne naloge komisije za naslednje leto. Dobro je ocenil situacijo, evropski javnosti nalil čistega vina in pokazal tudi pot rešitve. To je več nadzora nad tistimi, ki se ne držijo skupnih obveznosti, vključno s sankcijami. To pa je mogoče le na podlagi skupnostne metode. S tem je jasno povedal, da na podlagi medvladne metode enostavno ni več mogoče parirati zahtevam časa. 4 evropskim komisarjem smo zastavljali vrsto vprašanj, ki zadevajo trgovinske odnose EU z tretjimi državami. Tudi v tem segmentu ima Evropska unija določene težave. Še pred desetletjem je delež Evropske unije v svetovni trgovini znašal 25%, danes je le še 18%. Problemi trgovine so povezani z gospodarskimi in tudi monetarnim sistemom. Z vodjem Evroskupine Jean-Claudom Junckerjem smo razpravljali o še zmeraj zahtevnih in zapletenih razmerah v evroobmočju in prisluhnili poročilu visoke predstavnice Catherine Ashton za zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Ena od točk razprave je bil tudi bližje vzhodni mirovni proces. Še kako aktualno je vprašanje, kako nadaljevati s prizadevanjem za mir med Izraelom in Palestino, potem, ko je palestinski voditelj Mahmud Abbas v preteklem tednu vložil zahtevo za polnopravno članstvo Palestine v Združenih narodih. V Evropskem parlamentu še ni enotnega mnenja o priznanju palestinske države, a se večina strinja, da si mora Evropska unija bolj prizadevati za nadaljevanje pogajanj. Glede tega smo sprejeli skupno deklaracijo, ki jo je pripravila moja stranka. Ta predvideva tudi poglobitev trgovinskega sodelovanja s palestinsko upravo. Z letom 2012 naj bo tako uvoz in kmetijskih in ribiških pridelkov s palestinskih ozemelj prost carinskih dajatev, količinske omejitve pa bodo minimalne. Zaradi slabih gospodarskih razmer se vedno znova srečujemo z gospodarskimi temami. Tokrat smo sprejeli 6 zakonov z področja proračunskega nadzora in gospodarskega upravljanja. Evropska komisija je z njimi dobila orodja za učinkovitejše soočenje s težavami. Po sprejetju tega svežnja bo v monetarnem in gospodarskem smislu jutrišnja Evropska unija nekaj povsem drugega. Države pa izgubljajo del suverenosti na področjih, ki so tradicionalno spadale v okvir nacionalnih pristojnosti. Na gospodarsko področje sodijo tudi predlogi o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. Poslanci smo za to, da se njegovo delovanje podaljša do konca leta 2013. Hkrati se zavzemamo še za to, da se sklad organizira tako, da bo lahko še bolj hitro pomagal odpuščenim delavcem v Uniji. Poleg tega smo pozvali še visoke predstavnike Unije, da si naslednje leto na konferenci o trajnostnem razvoju v Rio de Janeiro prizadevajo za določitev globalnih deležev uporabe obnovljivih virov energije in za določitev drugih merljivih ciljev trajnostnega razvoja. Toliko za danes in lep pozdrav iz Francije.